Če vprašate skrbnike živali, so veterinarji najboljši zdravniki na svetu. Svojih pacientov ne morejo vprašati, kaj je z njimi narobe. Preprosto vedeti morajo. Nekateri pa se z njimi znajo celo pogovarjati in slišijo, kaj jim imajo povedati. Zato smo oddajo, v kateri bomo spremljali raznovrstno delo najboljših slovenskih veterinarjev v ambulantah in na terenu, preprosto poimenovali Super reševalci. Z njimi si bomo ogledali različna področja, od fizioterapije do kardiologije in spoznavali, kako živalskim prijateljem zagotoviti zdravo in srečno življenje. Rakitna je znana po blagodejnem podnebju, ki ga ustvarja mešanje sredozemskih in alpskih zračnih tokov. No, zdaj se peljemo na Rakitno, kjer sem dobil klic rejca, ki se ukvarja s konjerejo. Ima nekaj, mislim, da 3 ali 4 konjičke, bolj za hobi, da ne bi kobila, mislim, da je stara okrog 5 let, imela težave z zobovjem, oziroma predvidevamo. No. Je rekel, da se slini, da majčkeno težko je. Zdaj te zobov je kar velik problem pri konjih, predvsem starostjo, ko se pojavljajo tako imenovane špice, razne anomalije na zobovju, lahko so prirojene, tiste je zelo težko odpravljati, no. Pridobljene so pa tekom življenja, ne. Zdaj žival največkrat kaže znake z bolečino, ne, takrat pri jahanju ali pa takrat, ko je vojena, ne vem, pod sedlom, lahko obrača glavo eno v drugo smer, potem se slini, ne. Lahko dela tako imenovane čike. Čiki so v jaslih noter konj slabo prežveč hrano, pojavljajo se lahko kolike, to pomeni želodčna obolenja zaradi tega, ker hrana ni pravilno predelana, prežvečena, ne. Zaradi tega je treba potem pa to pogledati, no. Zdaj uporabljamo poseben odpirač in pa posebno brusilko. Konja sediramo, to pomeni, da ga majčkeno uspavamo, da je majčkeno tak pomerjen, brez tega jaz ne izvajam teh posegov. Konju zobje rastejo vse življenje, zato se težave z njimi pojavijo pri katerikoli starosti. Mlečni zobje konju rastejo do 8. meseca starosti, odpadejo pa do 5. leta. Ko konj dopolni 20 let, je kontrola zob priporočljiva na vsake pol leta, ker so starejši konji bolj občutljivi glede zdravstvenih težav in jih bolj prizadenejo kot mlajše. Odrasli konji imajo 4 tipe zob: sekavce, kočnike ali meljake, podočnike in volčje zobe. Zob je razdeljen na 3 dele: na zobno krono, zobni urad in korenino. Za brušenje zob obstaja cela vrsta pripomočkov, no. Zdaj mi v naši ambulanti uporabljamo samo tega, ker pač teh posegov tudi ni vsakodnevno toliko, jih kar nekaj 10 opravimo na leto, no. Zdaj, če kaj specialnih zadev takih ponovadi imamo tukaj blizu veterinarsko fakulteto, specialiste, ki se sam s tem ukvarjajo in rajš pač njim prepustimo, če so res kakšni zahtevni zobje za urediti, posebej kakšne, da se izderejo kakšne te pri žrebcih, kakšni ti podočnjaki, kaninusi, ki jih motijo, takrat tega se mi ne lotimo, no, ker tudi nimamo teh pripomočkov in tudi znanje moraš imeti, ne, to ni enostavno. Problem je, če se ti potem kakšen korenina zlom noter, potem še več škode včasih narediš kot koristi, ne. Zdaj mi uporabljamo tako brusilko, ki ima posebno diamantno glavo gor, se to vrti, ne, in se potem te zobje lepo oblikujejo, oziroma če ima kakšne nepravilnosti, se potem to lepo pobrusi in pa tak poseben odpirač se uporablja za konje. Zdaj imam enega zelo starega, bolj arhivskega, to je še moj oče včasih uporabljal, ko so včasih na roko izvajali korekcijo, ne. To so imeli posebne pile, take nastavke pile in so potem konju to drgnili na roke, tiste je bilo zelo, meni se zdi fizično zelo zahtevno in tudi boleče za konja, ker tisti mogoče nimaš toliko občutka, pride potem še do sekundarnih poškodb, ustne sluznice je še slabše mogoče, no. To pa zelo nežno, včasih majčkeno zakrvavi, ampak to je mašina taka, ki je zelo precizno narejena ravno prav za te zobe. Se pravi, po samem posegu mora biti konj vsaj 2-3 ure privezan, da ne pride do krme, ker je sediran, lahko pride do obstrukcije požiralnika, ne, s hrano. To se je že marsikdaj zgodilo. Evo, zdaj bomo tale odpirač porabili, ga takole gor damo, tako, tega majčkeno zategnemo še. Majčkeno malo prekratko. Samo da vidim, mogoče še majčkeno
Tako. Okay. Zdaj, žgaš pa, da si dosti velik, samo takole držiš. Nič to, ker vse jaz sem previden, da mi ne bi... Ok, v redu. Ja, tle je že menjala zobe kobila. Koliko je stara? 5 let. Ja, tle so že krone izpadle na molarjih. Ja, ostre, zelo ostre robove ima. Verjetno to bolj mot pa tle je krona izpadla, verjetno čisto sveže. In zaradi tega to boli, ko ona ugrizne, ima še zmeraj bolečine, ne? Bila. Lej, Gašper, zdaj boš kar tako drž, tako kot je, samo za jezik bi bilo fajn prijet, pa jezik se potegn, čisto nežno, takole, super, v redu. Tako previdno, sem prišla tam noter, super, evo. Zdaj ta kobila ima zelo lepo zobovje, nič kritičnega, je res mlada kobila. Dejansko verjetno, tako je Gašper rekel, da jo boli, na tej strani si rekel, ne? No to je to, tukaj za mene je izpadla krona, ne? In to včasih boli, preden izpade, včasih je dovolj samo kakšne klešče, pa se vam potegne, ampak pač brez tega, da se konja, se dela že mačkanje nervozno, vsem, ko so ljudje tu zraven, kamera prisotna. Je pa treba res previdno, ne? Zdaj ta aparatura je taka, nikoli ne moreš 100% zaupati, ne? Če bi to konj skrb stisnil, ti komod odletijo prsti, ne? Treba je previdno delati z občutkom, predvsem najprej za sebe zaščitimo in potem še žival, ne? Ok, super. Zdaj pa so res lepe gor še na vrh majčken. Včasih se pojavljajo tukaj na začetku, na prvih premolarjih, se lahko take tudi do 2 cm velike stopnice, ne? In ko konj to stisne skupaj, ga zaboli, ne? Pol na razni ustni sluznici tle noter, z notranje strani ali pa jezik, se kakšne težave, tudi kakšni ulkusi, čiri se pojavljajo, ne? In to konja vse boli, lahko se tudi bakterije noter zarastejo, te tudi prije do težav z ugrizom in tako naprej, ne? Ok, da vidim tu. Super, zdaj so zobje res gladki. Ta kobila bo kar, mislim, da enkrat letno je fino, če ima težave. Pri določenih konjih res se redko dela, pri določenih pa treba kar na nekaj mesecev, predvsem pri teh športnih konjih, ki so dresura, kasaž, to namenjeni, se mi zdi še bolj občutljivi pod vajeti in brzdo, ne. Zdaj tudi odvisno sama brzda, kako je, ne. Kako deluje na konja, zdaj takšne trde brzde lahko tudi pride do zlomov, če ljudje nimajo občutka, ne, lahko pride tudi do kakšnih zlomov zob in tako naprej, ne. Bo kar sprala fajn, kar vodo mi daj. Zdaj kobila mora biti res 2-3 ure brez krme, ne, da ne bi prišlo do te obstrukcije požiralnika. Sam zob je zgrajen iz sklenine, zobovine in votline zobne pulpe. Sekavci zrastejo v prvih dneh življenja žrebeta. Mešancu Oniju odpovedujejo ledvice, ima pa tudi raka na prostati. Ekipa Centra za živali Moste z doktorjem Lemarešalom še ni vrgla puške v koruzo. Mešanc labradorca, zelo brihten. Oniks je, Oni ga kličemo, star je 11 let. Do zdaj zmeraj zdrav, se je odkril, da ima odpoved ledvic, na prostati ima raka. Danes je že 3. dan, da prehajava na infuzijo. Kakor je popil, tako je takoj spustil vodo, urin, ne zdrži. Ogromno tudi popijeti, ne. To je zlulčija, da pa krvavi, to pa že en cajt, sam recimo kakšen dan, pa kakšen mesec, pa 2 meseca mer, tako da do zdaj ni bilo tako hudo, ne. Včeraj je bilo pa kar precej. Toliko, da se vidi, če je se da kaj popraviti glede ledvic, ne. Bog ne daj, da kaj imaš, to takoj,
pikico, da mu daš, pa je že zadovoljen, ne. No, zdaj en cajt ni nič jedel, odkar ima infuzijo, začel je jesti. Tudi po stopnicah gre kakor tok, ker prej je šel čist počas. Se pravijo, ne, noter je miren, kakor je res, zunaj je pa cel svet njegov. Sam ga imam zmeraj na povodcu, ne, tako da danes še dobi infuzijo, za jutri pa, da bi mu kri vzeli, da vidijo, a se kaj ledvica poboljšala, ne. Če ne je pa taka prodana duša mu, jaz rečem, ne. Sam da ga malo pobožaš, je že tvoj. Do odpovedi ledvic pri psu pride, ko ledvica ni več sposobna opravljanja svoje funkcije, odstranjevanja odpadnih snovi iz organizma in koncentriranja urina. Daj, nagobšnik. Nagobšnik! Ja, v redu. Priden. Tak, ja, v redu. Fajn zategni. Irski volčji hrt sodi med najvišje pasme na svetu. Gre pa za antično pasmo, ki so jo imele kraljevske družine. So zvesti in prijazni, zelo radi se crkljajo. Drisko ima že koliko časa, 2 tedna, ne? Ja. Pa si noče umiriti, pa je bilo, pa ni bilo, ne pa ni boljše, tako da zdaj bomo pogledali. Je že bil na terapiji, pa se je ponovilo, na dieti, zdaj bomo pogledali pol druge stvari. Pridi. Vidiš, da si doma. Už je aboniran. Sama, dajte ga samo malo pri glavi prijeti, da ne bo dol stopil. O, ti mali, kak se moraš ti na radiator naslanjati, ne? Ok, spustite ga za malo. 65, 30, ja. Kakva kripa je bila? Sveža. Rdeča. S tisto napenjena. Tisto žilica počela, pa je pol bila kri noter. Ok, pol je v redu. Temna kri je meni bolj zaskrbljujoča, skoraj, ko svetla. Ja, ker vidiš, da je više gor po prebavnem traktu. Kaj pa bolj zaskrbljujoče, če pa recimo čist na koncu žilica poče, pa dejansko tista, ki se pol pomeša s kaksom pa z blatom, pa se ni tako hudo, ne? Kaj pa mu dajete še zraven poleg beljakovin? Kaj dobiva? On ni tako je skozi, je na Akani zdaj. Na? Na Akani. Akani je. Drugač dobi edin kuharno govedino, zdaj. Ničesar drugega. To je bila zdaj... Ne dodajate nekih testenin ali pa nekih žitaric, kakoršnokoli? Spusto bo, to pa ni v redu. Ravno pa vem. Pazi. Ne more čakati. On je odpovedal. Ne vem, kaj govoriš še. Driska je lahko samostojna težava, lahko pa je povezana z drugimi bolezenskimi znaki. Sedi priden, tak, ja. Pridna Marcina. Še dobro, da so kako toliko mili po karakterju, ker če bi bili ti face hudi, ne? Imeli dosti večje probleme. Zdaj, že bi oni pes toliko veliki kot ta, pa bi rekli pred vrati, bi že rekli, danes smo zaprti. Priden. En intercelularni zadalec, ko ga dobil s klopom. Nas kri je bila tako čudna. In sem vedno, ko dobim tako čudno belo krvno sliko, jaz posumim, da sem zdaj naredil test in je bil pozitiv. In je rekla, da je imel klope, ja, res. Tako da bomo mogli izgleda to pozdraviti, pa se zna tudi malo se kaj drugega poštimati, no. To je pozitivni test. Dober dan, Jan Maršal pri telefonu. Zdravo, kličem za rezultate ponovno, tako sva se pogovarjala prej, da je bilo fajn narediti še za klopne bolezni test in je pozitiven. Najpogostejše klopne bolezni pri psih v Sloveniji so borelioza, anaplazmoza in babezioza. Kuža pasme Jack Russell je prišel na praznjenje analnih žlez. Aj moramo dati na gobšne gor? Ne. Dajte ga prijeti okrog vratu. Ja, okej. Palce gor, probajte tako, jaz držim. Aha, okej. Tako. In zdaj lahko glavo malo dol potisnete. Okej. Niste treba naslanjati, vi ste močni, če že tako držite. Ne? Dobro držite? Absolutno. Ok, samo preverjam. Torej, leva je polna, ja? Ja. Leva prdnarka je polna, desna
malo manj. Tako da bomo stisnili vsebino leve. Gre kaj gnoja. Mi je pa včeraj malo zasmrdelo. Ja, pa je že stisnil sam. Nekaj se je trudil, Jan, do zadaj, kakor je lahko moč. Tak, Ej, pešuka. je že gosta strjena, ne? Ni več tekoča vsebina. Super. Če bi počakali še teden, dva, bi se spremenilo v temno vsebino, tako gosto bi se zagnojilo, pa bi fistuliralo samo sebe. Stisni zdaj in to je to, ja. Super. Vse mi je rekla, da bi jaz, ne, ampak jaz doma nimam nobenega, ki bi mi takole držal, ne. Ja. Jaz bi to sama naredila. Evo, druga tudi. Super. Niso ne vem koliko polne, Ja, ampak... ampak gledajte, vsebina je že spremenjena, tam še... Ja, ker ga je Tu se zdaj vidi, kako gre ven. Ne? Boste mogli počakati na oddajo. Evo, že izhod je tukaj, mogoče še bo... Ne, ta je prazna. Okay. Tu pa ne, tu pa ni več nič. Tu pa ni več nič noter. Superca. 9 let je star. In zdaj nekako, ne vem, nekaj sem, kar ga zelo seksualno je nabit. In sem razmišljala, če bi lahko... Jaz sem imel prsno, pa nisem pogledal, ne? Ja. Bomo dali še enkrat rokavico gor, bom prosto to samo preveril. Ja, fino, no, Tako. tudi da bi bilo, ja. Ja. Pa da bi se odločili za tisto kapsulo, ne? Kastracijo hormonsko. Ja, Zdaj tak, implant je fajn, ja, no sej. vendar ga je treba redno obnavljati. Enkrat na leto, ne? Ja. Zdaj pa cena kastracije pa cena implanta sta si pa zelo podobni. Kastracija se naredi enkrat pa do smrti. Ja. Implante pa treba redno ponavljati. V nadaljevanju oddaje Simon Oberstar bo povedal veliko zanimivega o zabavju konj. Kakšna bo terapija hudo bolnega Onija? Kako bodo zdravili klopno bolezen pri volčjem hrtu Flashu? Bo 9-letni Jack Russell res dobil umetna moda? Na vsaki čeljusti je po 6 sekavcev. Pomembni so pri trganju hrane in pri negi. Z doktorjem Simonom Oberstarjem poglejmo konju v zobe. Dobesedno. Da povem pri konjih, ima isto zobe mlečne in pa stalne zobovje. Mlečno zobovje tudi razlikuje se med tem, ali je moškega spola ali pa ženskega. Zdaj mlečna formula žrebičkov mladih je 3-1-3 pri samčkih, ker jim zraste še ta podočnjak, kaninus. Samičke imajo samo 3-3. To so mlečni zobovi, ali potem stalni se imenuje kleščnik, srednik in pa krajnik. To so te prvo zobovje. Če na 4 kvadrantni razdelimo čeljusti, je 6 sekavcev gor, pa 6 incizivov, gor pa dol. Potem pri moških živalih jim ta podočnik zraste, včasih to je kobila, tega nima. Zdaj pa, potem so pa premolarji, ali ličniki in pa vzad so pa meljaki, so pa zadnji, so vedno stalni. Zdaj žrebci imajo 40 zob, kobile imajo pa 36. Punčke oziroma žrebičke imajo 24 mlečnih zob, samčki pa 28, potem se razlikujejo. Zdaj, zakaj pravijo, da se šinkanemu konju ne gleda v zobe? Zdaj, po starosti zob lahko tudi ocenimo, oziroma po zgradbi zoba oziroma sami obliki grizne ploskve in pa tem lahko določimo starost konja. Koliko je ta stara kobila? 18. No, vidite, tlele je že bolj špičast, trikotni ugriz rata potem, ko je mlada žival ima tako, starostjo se pa vedno bolj v trikotno obliko spreminja. To smo imeli malo za, ko pa je smer malo zaživeti, tista le od Miha do soseda je tukaj bi rekel, v štal, ker nima prostora. Ta smo pa rastli kupili, pa malo, če bi bilo za jahati, pa tako naprej. Ta mali imajo tudi malo rata. Podočnik zraste med 3. in 5. letom starosti. Žrebci imajo 4 podočnike, pri kobilah pa podočniki navadno niso prisotni, če pa so, imajo navadno le enega ali 2. Ko konj dopolni 20 let, je kontrola zob priporočljiva na vsake pol leta, ker so starejši konji bolj občutljivi glede zdravstvenih težav in jih bolj prizadenejo kot mlajše. Podkidati moraš, posnažiti moraš,
Nafrutati jih močno, ne. Pa tako lepo malo gledati, ne, kaj se kaj dogaja, ne. Ja. Malo dati proizvajalcem na vsake toliko časa in tako naprej, ne. Pojejo, ja, koliko ne daš, ne, tukaj pojejo, ne. Ja, tu skozi smele, ne, tu skozi smele, ja. Tu skozi smele, če ne zdaj, ne vem, koliko če bo zvečer, bo prazno, ne. Zdaj, ko je človek, oziroma ko sem cel dan na terenu, me najbolj sprosti taka muzika, ne. Jaz zelo rad poslušam rock glasbo, tudi v prostem času, rad včasih malo kitaro vzamem, bas kitaro v roke, pa kaj zašpilamo s kolegi, tako da to neznansko uživam, posebej, če so dobri komadi. Prognoza in terapija pri odpovedi ledvic sta odvisni od stopnje kronične odpovedi. V primeru, da vzroka za bolezen ne moremo odstraniti, se s terapijo poskuša upočasniti napredovanje. Bom jaz glavo držal. Priden. A se polula? Tak, ja, priden si, ja, gled, kak si priden. Kuža. Bomo treba dati eno deko, pa plenico spodaj. Priklopi ga boš bolj prepirala. A je kanilo se staklo? Ne vem. Veš, kanilo mu dali zdaj v drugo tačko, ki se ga je zdaj malo ven potegnil. Lik toliko mu je ven pogledal? Ne, on se ni podoben, ne, samo če ne bomo mi predvideli vsega, bo za nekoga slabo končalo, ali za njega ali za nas, ne. Zdaj pa mi želimo, da je za vse okej, ne. Ja, gospa pravi, da ima na 3 mesece krvavitve dol iz tega, ne. Jaz sem včeraj to, nisem vedel, gospa včeraj prvič povedala, ne. To je neka sprememba, to bi mogli vzeti vzorce pa dati naprej na preiskave. Glej, psa, če bo panika, ga dvigneš celega gor. Dobro? Ampak pomembno je. Ej! Nič mu ne zaupam. On meni ne, jaz njemu ne. Ga držiš dobro? Infuzijo mu naštimaj. Eno brisačo bi dal spodaj, pa 2 plenici čez, da se vleže, ker mu kri teče iz penisa. Bo pustil na gobčnih primiru, pa se mu tako, da nija z glavo kaj dol zamigati. V kletki se mi bo sukal, pa če se bo karkoli zakompliciral, pa na gobčnik dol vzel, bomo imeli problem, pa vratnik ima treba dati gor. Nujno vratnik, da on ne mogel za tačko, da na gobčnika priti. Raje imeti ne vem kakvi veliki vratnik, ali taki vratnik, da on ne prije zraven. Koliko pa dam infuzija? Pa se on vleže. Na 120. 120 ml na uro in to je to. Onyx je sicer najverjetneje zelo prijazen pa simpatičen pes, samo pri nas je pokazal svojo drugo plat. Pač je bil prestrašen, slabo se je počutil, on se je imel odpoved ledvic, tako da se je zastrupljal. Da pri takih živalih pričakujemo vedno zelo malo mejo potrpljenja. In zdaj on je prišel v urgenci, vi ste ga videli pol naslednji dan, ker je že bil en dan po terapiji, je že bil boljši sicer, ampak tako se on že naučil, kaj se bo zgodilo in dejansko je pričakoval, tako smo ga dobili dobiti malo na presenečenje, da mu lahko damo na gobčni gor, ker pomiritev pa pri njemu ni prišla v poštev, ravno zaradi problema, zaradi katerega je prišel. Zaradi odpovedi ledvic, tako smo mogli to vse na živo delati, on se pa ni strinjal. Vsaki dan bo hodil na infuzije, dokaj se mu najbolj vrednosti popravile. Zdaj po prvi kontroli je mu že šlo na boljše. Tako da bomo vztrajali naprej in pa bomo imeli še eno kontrolo, ko bo brez infuzije na pravilni dieti, pa bomo videli, če bo to dovolj. Za okužbo s klopnimi boleznimi mora biti klop prisesan na psu vsaj 24 ur. Delno nahranjen klop predstavlja večje tveganje, saj je za prenos bolezni potreben krajši čas hranjenja. Zdaj, tu več krogecev lahko naredi. Tak, mislim pa še tu. Za 4 stvari pokaže, ne? In če zgornji krogec je pač pozitivna anaplazma. Oziroma, protitelesa so do neke količine, ki povzroča, da se ta krogec pol odreagira. Zdaj, če bi mi hoteli 100% še vedeti, ali je pozitivno ali ne, ali dejansko anaplazma zdaj prisotna v krvnem otoku, bi mogli vzeti kri še enkrat, pa narediti PCR. Dejansko se pogleda genetski material tega zajedalca v krvi in če se ga najde, pol vemo, da je pozitivno, da je tam.
zajeda krvne celice in dejansko povzroča njihovo odmiranje in zaradi tega prihaja pol do komplikacij in tudi lahko okvar ledvic. Tako da je to nekaj, kar je treba definitivno zdraviti. No. Ja, bomo videli, ne? Zdaj me tudi risko, ko traja zdaj 2 tedna, ko nič, kar so naredili, se ni pozdravilo, samo lahko je povezano, ni pa nujno. Ne? Je pa ta krvna slika najverjetneje posledica okužbe. Ne? Sicer dokaj nespecifična, ampak ko jo vidiš, ne vem, enih par, se ti kar alarmi vklapejo, ne? Sploh pa tu na beli krvni sliki, čeprav je recimo vse v mejah normale, ne? Ampak ko jaz vidim tako sliko, imam nekje v 70-80% sem pozitiven, pol dokažem anaplazmo ali pa lihijo. Zmotno je prepričanje, da gredo na ljudi drugačni klopi kot na psa. Psička Jacka verjetno v kratkem čaka kastracija, ker ima izrazit spolni nagon. Je pa mehen res, klele, ne? Ni tako ogromno. Takim en res je. En res nad modi in se pol moda čez tisto luknjo, obe skozi eno luknjo ven dobi. Oba moda pol pač ekstrahirate. Tako boš pa brez jajčnik, no. Po želji lahko nabavimo umetna moda in jih vstavimo noter. Ampak moram priznati, da še ni v Sloveniji, pri meni, no, še noben, sem ponudil že parkrat, ker so tako vi ste bili zdaj presenečeni, da bo brez, ne? Pač sem rekel, da obstaja možnost, da se še noben ne odločil za Kaj bi pa vi noter dal, recimo? A je kakšen tako? Mislim, imate različne modele in so tudi cenovno različni, tako da imate razpon. To se pravi, imate že to? Mislim, da se dobijo različni materiali, ja. Enkrat par let nazaj sem se mogel, mislim, da celo to zanimati. Pa res to, ni hec? Ne, obstaja. V redu. V Ameriki mislim, da to kar redno delajo. Ja, to. Ja, ker pes, komu ne visi dol, ni pravi pes. No, seveda, ne, si zato je moj sin rekel, da ko ga popakal prazen, ki bo... Dajmo zdaj še mi prosto to pogledati. No, pa dajmo. Jackie, še enkrat bova... Ziher bo malo povečana, če on spolno... Zelo je aktiven, ja. No, tako, bi rad bil, no. Ja, intenzivno vohanje in mislim sploh lula in... Ne, pa ni ne vem koliko. Malenkost je povečana, ampak toliko, koliko bi človek rekel, da bi pričakoval za psa, ko... Ima goneče psice okrog sebe, ko ima stimulus, ko ima željo. Jack rasem, 9 let je. In to je naš ljubljenček, kaj pa ne rečem drugega. Ja, hvala Bogu, da je zdrav. V večini teh primerov, kakor sem slišala, so kar dosti zdravi. Drugače so pa v redu koški, luškani. To je naš ljubljenček. Praktično. Nobene druge pasme naprej, samo še tega, res. Mi smo gor v Hosti, živimo, tako da ni nobenega problema. Zagrajen smo okrog in okrog, tako da tudi on... Uživa ta ustanovo. Zelo. Ne vem, če kakšen pes tako uživa kot tale. Res si psino, kakor sem imela. Američan Greg Miller je obogatel z izdelavo silikonskih mod za pse. V okviru svojega podjetja Neutikles je v 20 letih prodal $500,000 parov usadkov. V povprečju stanejo $310, odvisno od velikosti mod. Vse v redu, Franci, tako nek, štrk po strani, ja. Se už obesil. Ampak, halo? Ja, glej, izgleda, moj telefon se odločil te klicati, kar sam. Okej. Ja, nič, glej, se vidimo pol. Glej, nič, telefon te je sam klical, jaz sem tu, imam priče. Najbolj afriška država za veliko prostitucijo. Dio. Tu na televiziji sprašujem. Okej. Še jaz zafarbujem na televiziji. Pa vi nimate problema z lakom? Ne. Dobro. Ne, malo. To se meni niso začenja. Okej, hvala.
A boste kaj zrezali? Prosim. Večkrat zbiram, pihnem, bog ne daj, da bi nazaj potegnil, ker bi dobil lahko to v usta, zaradi tega, ker je noter pritisk v maternici. Ok, zdaj pa pauza. Štiri. To sem te mene stranka enkrat rekla. Do zadnjega centa mi je delo. Evo, tu imaš še. Tako mi je dal, do zadnjega centa si me zadev. Tako to znate, samo veterinarji. In šel ven. Denar pripravite.